Teniški prijatelji in prijateljice, prav lepo pozdravljeni. Moje ime je Anže Banšelj in sem novinar športnega uredništva Televizije Slovenija. Ja, če ni športa, tudi športni novinarji nimamo dela in vesel in ponosen sem, da sem lahko del tega projekta Tenis Slovenije. Ostani doma in bodi teniško aktiven. Ta izolacija traja zdaj že nekaj časa, tako da se je bilo potrebno upriti. Frizerju ni bilo potrebno iti, res pa je, da sočustvujem s tistimi, ki trenutno nimajo dela in seveda tudi pohvala tistim, ki zdaj skrbijo za nas. Upajmo, da se bodo zadeve kmalu normalizirale. Sicer pa začel se je drugi teden ukrepov, upam, da ste zdravi, da se otroci učite doma, za vse ostalo pa bomo, vsaj kar se tiče tenisa, poskrbeli na Tenis Slovenija. Verjamem, da ste že opazili včeraj, kot tudi danes, da je Robi Cokan, trener Kaje Juvan, pripravil teniške vaje, torej kliknite na naše spletne strani, kliknite na družbena omrežja Tenis Slovenija, kjer vas bomo vsak dan obveščali o novostih, o vseh teh vajah in pa seveda tudi intervjuji. In prvi je na sporedu že prav zdaj. Toliko za uvod, naj se tekma začne. Ladies and gentlemen, to the right of the chair, on the other side of the net. From Slovenske Konjice Slovenija, Tamara Zidanšek. Tamara Zidanšek, lep pozdrav. Zdravo, zdravo. Kdaj si slišala morda na zadnje ta začetek? Mislim, da v Avstraliji, ko sem igrala s Sereno. No, potem si bila še verjetno tam na tistih tekmah pokala FED, vendar pa že dolgo časa nisi igrala. Kako dolgo že ne? Mislim, da sem na zadnje igrala pred enimi 3 tedni v Mehiki. Dobro, to je bil ta začetek. Najin intervju pa bo trajal 10 minut. Tule imam tudi štoparico na telefonu, v ozadju piše Dream Big. Moj najboljši prijatelj sicer pravi, da je to ovitek za otroke, vendar pa sam se z njim ne strinjam. Pa morda, kakšne so bile te tvoje sanje, ko je bila Tamara Zidanšek majhna? Ja, mislim, da so moje sanje bile že od samega začetka kar velike, da sem se tudi podala na to pot profesionalnega tenisa in sem si vedno želela uspeti v tenisu. Torej, so se sanje že morda uresničile v celoti ali ne? Teniška kariera traja kar precej dolgo in v teh letih, bom rekla tam nekje 10-15 let se da marsikaj narediti in mislim, da je to šele nek začetek moje kariere, kar se je do zdaj zgodilo. Kakšen pa je bil tisti tvoj pravi začetek? Ti si napredovala zelo počasi, mnogi že zelo hitijo pri 12-13 letih. Kakšen je tvoj nasvet? Ja, mi smo imeli nekako tak sistematičen način dela. Eni grejo po nekem ruskem treningu in so res striktni in pri malih letih že mlade Rusi rasturajo na teh lestvicah do 12, 14, 16. Ampak mi smo se pa lotili nekako drugače in smo gledali na dolgi rok, delali sistematično in je se nekako vse gradilo na dobrih temeljih. Ja, sam se te spomnim, ko si bila stara približno 12 let, takrat sem te videl na turnirju, ampak ne na igrišču, ampak izven njega. Takrat si imela tudi nogometno žogo in takoj sem rekel, kdo pa je ta športno talentirana punca. Kako pomembno je, da so tudi na začetku preostali športi? Ja, ko sem malo starejša, mi je mami rekla, da mi je na začetku, ko sem bila mlajša, hotela dati v roke inštrument, pa sem ga dala stran, pa sem prijela nogometno žogo ali neko žogo, tako da sem bila že od samega začetka zelo aktivna v vseh športih, mislim, na splošno sem imela rada šport. Pa se morda zdaj vrniva v sedanjost, naj povem, tisti, ki nas spremljate prek Facebooka, lahko postavite tudi kakšno vprašanje, tako da nič vas ni treba biti strah, tako da postavite kakšno vprašanje. Pa me zanima, Tamara, teniški igralci in igralke, vsak teden spite v drugi postelji, v drugem mestu. Kako je biti tako dolgo časa že v domači postelji? Zelo fajn. Ja, mislim, sem drugač tip, ko rada potujem, pa nimam problemov s tem menjavami, nič me ne muči, vedno dobro spim, ampak je fajn biti doma zdaj za dlje časa, pa biti s svojimi domačimi.
Ja, vsi smo prebrali, kakšne težave je imela z osamitvijo Serena Williams, tesnoba, stres. Kako je s tem pri tebi? Moram reči, da ni tak. Po resnici nisem prebrala tega, nisem videla, ampak se najde delo vedno. Ko ravno omenjam Sereno, koliko vam v teh časih misli vhaja v tisti dvoboj v Avstraliji? Tu pa tam, ne bom pa rekla, da preveč, vsem se je dobro spomniti za nazaj, kak občutkov, ampak gledamo za naprej vedno. Pa si se ga v teh dneh kaj ogledala ali ne? Že pred nekaj časa sem si ga ogledala, v teh dnevih zadnjih pa ne. To sprašujem zato, ker Marka Štora, sicer moj sodelavec z RTV-ja, njega zanima, če si boš zdaj, ko si doma, kaj ogledala posnetke svojih tekmic, pa analizirala njihovo igro oziroma taktiko, kako je s tem? Ja, sem že gledala svoje tekme za nazaj, kakšne izseke, ki so se mi po spominu zdeli nekako pomembni ali pa všeč, ali pa na čem bi lahko delala, da karkoli me je zanimalo, ampak zdaj je definitivno tega časa veliko in ne samo jaz, mislim, da tudi moj trener Zoran bo to pogledal. Ja, koliko ste v stiku s tekmicami, kako one preživljajo to izolacijo, mislim tu bolj na tuje igralke? Po pravici nisem bila nič v stiku z nobeno, da bi vedela, kako. Bili smo v stiku tik preden smo šli iz Indije v Walesa, smo se pogovarjali, kaj boste naredili, boste tu ostali, boste šli domov, ampak zdaj pa ne več. No, morda, kako pa izgleda zdaj tvoj vsak dan, koliko ur na dan imaš morda lopar v roki? Mislim, moj vsak dan izgleda tako, da prejšnji teden, ko je bilo še toplo, je bila še možnost, da gremo ven. Mislim, se tudi zdaj je, ampak je malo hladnej. In takrat sem še šla tekat, drugače imam tudi doma tekočo preprogo, ki je zdaj veliko bolj v uporabi, kot pa prejšnji teden. Blazina na tla, muzika, pa delamo. Kaj pa prehrana? Ljudje smo zdaj več doma in nekako ves čas odpiramo hladilnik. Kako ti skrbiš za pravilno prehrano? Predvsem, ker se ne ve. Meni je to super, da sem doma. Babi fajn kuha, doma tudi fajn kuhamo in mislim, da je osebno za sebe povem, ko potujem toliko, se naveliča vseh teh hotelskih pa restaurantskih jedi in je ful fajn priti domov pa pojesti nekaj domačega. Aha. Dobro, zdaj si torej doma, prej si omenila tudi svojega trenerja. Kako nekako načrtujete nadaljevanje sezone, za katero nihče ne ve, kdaj se bo končala? Začela, mislim, da. Ja, rečeno je, da naj bi se začela tam junija. Upamo, da bo temu tako. Sva v stiku, se pogovarjava, kaj bi bilo fajn narediti, na čem delam, on mi svetuje, kaj lahko še naredim. O teh pogledu posnetkov se tudi pogovarjamo, da je on pogledal, da analizira stvari, da sem jaz tudi zainteresirana za vse to, kaj ima on za povedati. Kakšne vaje pa morda delate doma? Lahko kaj pomagate tistim, ki nas zdaj spremljajo prek Facebooka, kaj naj delajo doma? Ja, mislim, da to ni pa magari daš noge bilo kam na višjo stvar, si pomagaš, da delaš ne vem kakšne stabilizacije, vklopiš YouTube, napišeš notri kako workout session, če hočeš ne vem kaj težjega, napišeš advanced, če hočeš kaj lažjega, lahko kak stretching za moč, bilo kaj, vse se najde, pa še fajn je zato, ker tam ti non-stop govorijo, te spodbujajo sproti na videu, pa še muzika zadnjih, tako da to je zelo fajn. Si to danes že opravila? Ja. Kako je bilo? Super. Pa morda, koliko časa bo sploh potrebnega, da boste športniki potem prišli v tisto pravo tekmovalno formo, da pridete na tisti pravi nivo, če se bo začelo 8. junija, verjetno bo potrebnih nekaj ur treninga že prej, ne takoj na turnire. Kako bo s tem? Sej, mislim, upam, da bo tale karantena nehala biti tako stroga prej, da bomo imeli možnost prej trenirati, da se bojo športni objekti odprli. Zato, ker ja, mislim, moraš biti skozi v tem ritmu
odigravanja, zato več tudi fajn je, da ostajaš mentalno z glavo pri tenisu, da si notri skozi movingu, mogoče kako vizualizacijo narediš, imitacijo udarcev, če imaš primeren prostor za to, da pač stvari ostanejo v rokah, kako bi rekla, v telesu, da ne pozabiš. Je to tudi nekakšen nasvet mladim, pravkar je Robi vprašal, kaj predlagaš mladim, ko ne morejo trenirati, kako bi najboljše izkoristili ta čas za teniški napredek? Ja, definitivno, da če le volja, se bo našel vedno čas, zdaj pa ga je sploh predvsem veliko. Ja, da delaš vse, kaj je možno, kaj se spomniš, takoj kot ti je dolg čas. Mogoče namesto, da bi šel kako serijo ali pa kaj pogledati, pa si daš blazino na tla, ali pa vzameš lopar v roko, pa magari čez za 10 minut, pa malo zamahuješ tam, pa probaj ne razbiti česa. Dobro, še eno vprašanje z Facebooka. Žiga, če bi lahko izbrala katerega koli igralca, katerega bi izbrala za igranje mešanih dvojic in zakaj prav njega? Najraje bi igrala z Nadalom, ampak samo zato, ker je moj najljubši igralec, ampak če bi zdaj že mogla izbrati koga, bi najverjetneje kakega specialista za dvojice. Mogoče enega od Kabala ali pa Fara, glede na to, da sta najboljša. Dobro, Žiga je zdaj dobil ta odgovor, sam se je javil, da bi bil morda on na kakšnem domačem turnirju lahko partner. Super. No, letos olimpijskih iger najverjetneje ne bo. Kako velika je bila ta želja po nastopu na tem tekmovanju in kaj za tebe pomeni, da bodo verjetno leto dni kasneje, ne vemo še? Ja, mislim, da je to ena stvar, na katero ne moremo vplivati. Želja je bila letos, ampak to ne pomeni, da so olimpijske igre skenslale in da se sploh ne bojo igrale, sam predstavlja se bojo, tako da mislim, da bo želja, ne samo za mene, ampak tudi za vse ostale, drugo leto čisto ista, če ne še večje. Tamara, prišla si do zaključne žoge, pa morda kaj Tamara Zidan želi sebi in pa drugim? Ja, jaz bi rekla, da ostanite doma, pa probajte biti čim bolj zdravi, skrbite za svoje zdravje, pa fajn se imejte, probajte čim bolj izkoristiti ta čas. Hvala lepa, Tamara, poglej, tule je dokaz. Hvala. Malo ura začela piskati, zmagala si 6-0 in pa 6-0. Ustavimo. Hvala lepa, Tamara, in lepo treniraj in se vidimo ob naslednjih trenutkih, ko bo to morda še bolj primerno ob kakšnih vaših zmagah na turnirjih. Super, hvala. Ne pozabite, torej, majhni dnevni cilji, ki jih izvajamo redno, lahko pripeljajo do izjemnih rezultatov. Se znova vidimo v petek, ko se nam bo pridružil Aljaž Bedene. Že jutri pa ima Robi Cokan za vas pripravljene nove teniške vaje. Več informacij pa na družbenih omrežjih in spletni strani Tenis Slovenija. Ostani doma in bodi teniško aktiven.